katere predmete bi dodali v osnovno šolo? Pom pa pod vprašanja tudi prebral. Če bi lahko vi naučili eno stvar, koncept, pravilo, vse ljudi na svetu, kaj bi to bilo? Sprav zelo podobno vprašanje. Potem pa, kakšne so glavne vrednote, ki jih moramo proizgojiti svojim otrokom, kaj bi želeli spremeniti in pa katere stvari želite, da bi se naučili v šoli, da bi bili bolje pripravljeni na live. Tako da se mi zdi, da je to zelo podobno vse skupaj. Ja. Prvo je, kaj predmeti v šoli. Ja, pa sej lahko, kaj manjka nekim otrokom tekom izobrazbe, recimo temu osnovnošolske izobrazbe, ne? Osnovnošolne izobrazbe. Osnovnošolske. To je lahko predmet ali pa kjer mindset manjka ali pa kakšen način razmišljanja ali pa kakšen skill, ne? Tako lahko tudi rečemo. Mislim, po moje v začetku ali pa v prvi polovici so itak neke bolj take stvari, da res se vsi naučijo ful dober brati, pa neko osnovno matematiko in tako naprej. Ne? Pa se to zdaj že. Ja, no sej. Tako da to mislim, da je v redu. Ne? Po moje, pol v drugi polovici je večji, začnejo pač te mladi ljudje, dobijo neke pomisleke, ne? Zakaj bi neki počeli, zakaj bi se neki učili, zakaj bi imeli ta predmet. In se jaz to kot nekdo, ki je naredil nek projekt v tej smeri izobraževalni, sem to velikokrat že povedal, kaj je največja napaka. Ne? Sprav, da mi damo isto stare posameznike, od njih pričakujemo, da bojo na vseh področjih napredovali enako hitro. Ne? Sprav, da bojo vsi, ki so se rodili leta 91, skupaj na področju matematike, slovenščine, angleščine, kemije, zgodovine in celega tega predmetnika isto hitro napredovali. Ne? In to je zabloda, ki jo tudi mnogi v stroki podpirajo oziroma tako razložijo stvari. Ja, ta šolski sistem je posledica enega drugega časa, ki ni več prilagojen na ta čas, ki je zdaj. Ne? Ja, recimo, danes imajo skoraj vsi, če ne v osnovni šoli, pa saj v srednji šoli, imajo telefon, ne? In ja, učenje nekih faktografskih podatkov, ki imaš ti na voljo, ne? Vse informacije na internetu, ni smiselno. Ne? Tako da, zdaj, če bi rekel samo o predmetu, v osnovni šoli, ne vem, na osnovnošolski predmetnik se zdaj toliko ne spoznam, ne vem točno, kaj vse je. Ampak sigurno so tudi stvari, ki se bolj dotikajo posameznika, pa a veš, kako se pravi, ko imaš ti neka čustva, ne? Ker mi zelo logično razvijamo zdaj mladino. Ne? Sprav, ti imaš tam neke predmete, ki so zelo tako, vse je obrnjeno navzven, zelo male stvari, ki so obrnjene navznoter, ne? Da bi se ti vprašal nekaj o sebi, da bi probal sebe razumeti. Cela osnovna šola je razumevanje tega, kar je bilo, kar je sveta pač tvoje okolice. Ne? Zelo malo je pa poudarka na noter, kako ugotoviti, kaj si želiš, kako interpretirati svoje čustva, kako komunicirati. Ni predmeta komunikacije, nikjer, še na fakultetah ni nobenega tega predmeta, pa je to najpomembnejša skoraj stvar, ki si v poslovnem svetu, pa tudi v odnosih in tako naprej. Ne? Tako da, ja, več bomo rabili bolj se bomo mogli obrniti navznoter, ker mladina ima danes probleme, mislim, ne? Psihološke, ker je zdaj nek svet, a veš, ta tehnologija se to hitro razvija, da je tudi težko je slediti, ne? Se ti
Veš, te programi, to se zastavi nek program, pa se pol izvaja, pa je to traja 10 let, pa se pol naredi neka študija, vmes je že, to se že cele generacije Druga era. zamenjajo, ja, ne. Ja, res je. Tako da, ja, tukaj je ful problem. Če bi jaz lahko na kaj spremenil, bi dal več res poudarka na te STEM fields, a ne, se pravi science, technology, math, se pravi matematika, tehnologija, fizika, kemija, to. Ker so to poklici prihodnosti, čisto praktično. Ne? Se je Navalj dobro rekel v tem zadnjem podcastu, ki je imel s Timom Ferrisom, da v bistvu social science ni science. Ne? Ja, sej. Ja. Sej mi se, po moje, strinjamo. Ne? Mi smo že družboslovni. Ampak všeč mi je bil v bistvu argument, ne? Ker v znanosti, kako je že rekel, lahko ti zavržeš določene hipoteze. Tako, pa res nekaj dokažeš, oziroma osnova znanosti je dvom. Družba, social sciences, ne, se pravi družbene vede, če pa preučuješ družba pa vedno išče konsens. In tukaj ni neke, ti ne moreš zdaj dokazati nekaj v družbi. Obstaja samo nek konsens, ne. Ja, recimo v 16. stoletju Bog obstaja. Ja, potem, ker so vsi čarovnice verjeli. Treba zažigati. Ne vem, če so vsi takrat, ampak to je tako, da Bog... In je to, ja, mislim, to nima velike praktične vrednosti, ki moraš ti reševati neke probleme, a veš, ki jih ima družba, ki so pa po moje še vedno zelo tehnološki so, a veš, mislim, ti imaš podjetništvo, zelo malo je firm, ki hoče rešiti nek socialen problem, a veš, vedno je nek, človek ima nek problem, ne, in ti z neko rešitvijo probaš to rešiti, ne. Ker zdaj bi se mogla, veš, če je Facebook res ustvaril zdaj socialne probleme, ne, mislim, te nekaj psihološke in tako naprej, se zdaj mora na marketu najti ena firma, ki bo to rešila, ne. Tako da, ja, zdaj po mojem sem šel že malo off iz te teme. Ne, vse cool. Sam to mi je zanimivo, kar si rekel, obrnjenje navznoter, pa si pa ful izpostavljal ta science, ta prav science. Tukaj bi dodal, dobro, da si me spomnil, thanks. Tukaj bi dodal samo to, da ni zakaj. V šoli ali pa tako snovi, ki so velikrat zelo obsežne, preobsežne, ni pa tega, da bi se snovi zaobvladale. To je ta permisivni v bistvu sistem, kjer ti z v bistvu polovičnim znanjem lahko prideš čez. Ker se pa ti srečaš potem z realnostjo, pa nič ne moreš delati polovično. Za kaj? Za 3 je koliko? 75%, za 4 je, ne vem. Ne. Stari, ti v trgovini nočeš, ne vem, če greš avto kupiti, nočeš kupiti avta z 75% koles. Pač mislim, delujemo tako, da hočemo popolne storitve pa produkte. Cela šola je pa narejena, da ti v bistvu polovično lahko napreduješ. In to je totalni nesmisel. Ne? Ja, ampak le imaš problem, če bojo vse predmete v popolno šli, moraš znižati stanje. Ne bojo. Aha. Zato je napaka, to, kar sem rekel pa na začetku, sej. Da pač pričakuješ, da bojo vsi. Ne, tega ne moramo pričakovati. Pa moš ti razdeliti, ti boš matematiko imel ful dobro, pa ne znaš nič slovenščine. A ti tako predlagaš? Ne, to ne. Zato je pa osnovna šola bi mogla poskrbeti, da vsaj ti postaneš funkcionalen lahko v družbi. Da znaš brati, da znaš se sporazumevati, da znaš osnovno računanje, to ne bi jaz tako naredil, da ti vidimo, da imaš neko afiniteto do številk, ne rabiš zdaj slovenščine. Mislim, to je... Ali pa športno imam 5, ostalo nič. Ja, to so nesmisli. Ne? Ja. Se pravi, do neke mere se pa bi mogel usmeriti tako, da, a veš, tudi
vem, da pri maturi je tako, a ne, oziroma ko si ti vpisuješ na faks, velikrat je ta, se pravi, matura pa splošni uspeh, a ne. Ampak, a veš, nekdo, ki bo, recimo tisti, ki ve, da neki bo, mora vsem, ne vem, pa recimo, da bo, kaj jaz vem, strojnik, a ne. In on ima tam, a veš, pol predmete, kot so, ne vem, še geografija, pa zgodovina, pa filozofija. Se ne pravim, da to bi čist, a ne, odrezal. Ker nekako je dobro, da imaš nek širši pogled, sploh če greš v gimnazijo, a ne. Ampak vprašanje je zdaj, do kere mere. A se rabiš ti tam dejansko piflat stvari, ker se piflaš samo zato, da narediš test. To je totalen nesmisel, mislim. Ne, tukaj nimaš, ne vem, če bi mi lahko dal dober argument, da je to v redu. Da treniraš spomin, mislim. V tej informacijski dobi je, a znaš ti v šumu informacij poiskati prave informacije. To je skill, ki ga ni, a ne. Ki je redek v družbi. Pa neko kritično razmišljanje, ne. Se pravi, da če ti nekdo da neke podatke, a znaš oceniti, a so te podatki zdaj, a lahko iz podatkov dobiš informacije.